Dobro se še spomnim, kako so pri Fiatu pred časom o predstavitvi tega Fremonta rekli, da je vse v enem avtu. Da je mogočen kot SUV, uporaben kot enoprostornik, udoben kot limuzina in tako dalje. Ja, težko se ne strinjam. Res je vse to, ampak vse veste, kako je s kompromisi. V ničemer ni najboljši. Všeč mi je tudi, da je res veliko odlagalnih mest, vsaj imaš kam odložiti. Veliko prostora je tudi v drugi vrsti, sedežem lahko celo nastavljate naklon, dobro, malo prostora je v tretji vrsti, ki bo verjetno večino časa zložena, in celo prtljažnik je velik, čeprav nizek, ker so tam še dodatni sedeži, logično. No, toliko o enoprostorskem karakterju. Gremo od zadaj. Je udoben? Je. Bolj kot večina sodobnih križancev se pozna, da je ameriški. Ampak po drugi strani je dober samo za naravnost. Na volanu je občutek preveč otojen in vrtenje je premehko, nos avtomobila je težak, v bistvu tudi sam avto, ker tehta krepko čez 2 toni, malo preveč se nagiba v ovinkih, ja, vse skupaj pomeni, da je za umirjene voznike. Meni je zelo všeč namestitev za velikim volanom, ker sedim zelo udobno in sproščeno tudi na daljših vožnjah. Ostane še SUV. Ja, tukaj bi že lahko govoril o njem, ker ima poleg robatega izgleda še 4-kolesni pogon in zunanje dodatke iz paketa opreme Cross. Dodatke lepo vidite na zunanjosti, 4-kolesnim pogonom pa se boste bolje znašli na kakšnem nezvoženem snegu. Gre za dokaj enostaven 4-kolesni pogon, ki z elektronsko pomočjo po potrebi prenese še navor na zadnjo os in to je vse, ne morete ga niti zakleniti. Ne vem pa, če se splača doplačati kar 4300 € zanj. Res je, da z njim dobite tudi precej počasen samodejni menjalnik s 6 prestavami, ki se takšnemu avtu vsekakor poda, je pa dinamika potem še veliko slabša. Na trenutke se potem zdi motor že kar malo prešibek, poraba pa z 8 do 9 litri ni več majhna. Ampak vseeno, to je najboljši Fremont v domači ponudbi in s kovinsko barvo in popustom hočejo zanj nekje 36 000 €. Ja, cena za vse tole sploh ni slaba.